Mi z Metko smo se tokrat odločile od pravljice do pravljice, kot smo rekli, in sicer bojo pravljice od tu in tam, od tu iz Slovenije, pa od tam iz tujine. Zbrale smo pa take malo bolj spodbudne, korajžne, vesele, da tale čas malo dvignemo tudi vas. Pa bi mogoče začeli kar z glasbo, kajti lepa, odmevna glasba pa lepa beseda naj vas danes popeljejo v pravljični večer in vam naj napolnijo dušo in srca. Tisto, kar boste pa slišali, pa lahko tudi potem naprej poveste. Z nami je Iva, ki bo na tamburici zaigrala nam za uvod, spremljal jo bo pa učitelj Evgen. Prosim, če nas popeljeta v pravljični večer. Hvala lepa. Iva Čakš se uči šele drugo leto, tako da je prav lepo zaigrala in hvala lepa. No, mi pa gremo zdaj na jug, na Sicilijo. Tam so ljudje že od nekdaj živeli od dela svojih rok. Gojili so dateljne, mandeljne, fige, oranževce, na poljih pa jim je vsako leto obrodilo zlato žito. Ja, samo če niso našle tega polja koze, ki so se tako prosto sprehajale po gmajni nad vasjo. In v tem kraju, v tej vasici, je živel mož, ki je bil nekoliko drugačen od ostalih. On je veliko razmišljal, a delo mu ni kaj dosti ležalo. Res, da je ta mož gotovo vedel mnogo več kot drugi, ampak ljudje so ga imeli za navadnega lenuha. Pa se je zgodilo nekoč, da so odšli možje v ribolov in z njimi je odšel s svojim čolnom tudi naš lenuh. Pametoval je in ribiči so se ga na vsak način hoteli odkrižati. Pa mu reče en starejši ribič: Ej, a vidiš tamle za obzorje? Vidim. No, daj ti pluj tja, pa dobro glej v vodo, da ujameš mogoče tisto črno ribo, ki nam mreže trga. Lenuh je pogledal, pa si je rekel: no ja, saj ni važno, pa grem. No, pa srečno, mi pridemo za teboj, kmalu te ujamemo, so rekli ribiči, ampak svoje čolne obrnili v drugo smer. Lenuh je pa nekaj časa veslal, potem pa si je rekel: ja, pa zakaj bi jaz delal, pa se trudil, naj veter poskrbi zame. In se je lepo vlegel v čoln, sonce je sijalo, veter je pihal in lenuh je zaspal. Spal je tako dolgo, da je kar smrčal. Ampak zbudil se je, ko je postal lačen.
Oziral se je okrog, ampak okrog in okrog je voda. Le kje bo zdaj in kako bo potešil lakoto? Pa je pogledal levo od čolna, pa desno, ne boste verjeli. Jate rib je plavalo ob čolnu. Našli si jih je kar z rokami nagrabil polno naročje in si jih privoščil. In tako je bilo dan za dnem. Sonce je sijalo, vetrc je pihljal, mož je poslušal petje ptic, vozil se je med otoki, tu in tam se ustavil, si nabral sočivja in vode, po noči pa je zaril nebo in sanjal in razmišljal. Tako lepo se mu ni nikoli še godilo. Kaj bi dal, da bi vselej tako živel. Neke noči, ko je bila pa luna zelo velika in zelo svetla in zvezde na nebu so kar žarele, pa se je mož spomnil na domačo vas. Je zahrepenel po domači zemlji, pa je obrnil čoln, zvezde so ga vodile in možakar je veslal vso noč. Zjutraj, zarana, je priplul na obalo. Kako je pogledal! Fige, oranže, mandlji, dateljni, vse veje so se skoraj lomile pod težo sadežev. Tako obilno je letos rodilo. Takrat se je pa spomnil na žito. Ko je bil na morju, sploh ni pomislil na svoje polje. Gotovo bo zdaj žito že tudi za požet. Pa je se podvizal v vas, ki je še tiho in mirno spala. Stopil na hribček in gledal. Kamorkoli je pogledal, valov je čez in čez je valovilo zlato žito, a možak je pozabil, katera njiva je njegova. Kaj pa zdaj? Vedno je pametoval, da je glava boljša od rok in da je pamet več vredna kot roke. Kaj pa zdaj? Pa je razmišljal, pa tuhtal, tako je bil sam nase jezen, pa beticati. Takrat se je pa spomnil. Koze. Začel je teči proti vasi in na ves glas vpil: koze, ljudje božji, koze, koze so v žito, vse nam bodo požrle, vse bodo poteptale, ljudje božji, zbudite se, tecite v polje. In res, vrata so se začela odpirati, še čisto otrdeli ljudje so začeli lesti ven, eni pol obuti, pol nagi, tekli proti poljem in mahali z rokami, kako bodo pregnali koze. Kako so si oddahnili, ko v njihovem polju ni bilo koz. Nikjer. Kako pa si oddahnil naš lenuh, ki je končno videl, kje je njegova njiva. Pa ne boste verjeli, žito na njegovi njivi je bilo najlepše in najvišje. No, v teh malo zoprnih časih bi bilo dobro, če bi imeli kakšno pravljično pomoč mogoče. Dobre vile. Zato bom vam jaz danes pripovedovala samo o vilah. Vi veste, da so vile bile mlade, lepe deklice v dolgih belih oblekah, z dolgimi svetlimi lasmi in skrivale so se v gorah, pa ob jezerih, pa v gozdovih, ob rekah. In ljudje so takole ob večerih slišali neko zelo lepo ubrano petje, ki ga je veter prinašal iz daljav. Le redki, zelo redki, pa so lahko včasih ujeli celo
vilinski ples na kakšni osamljeni gozdni jasi. Videli so bele meglice, nežne in puhaste, ki so kakor jutranje meglice vzhajale iz vode. Tako so pač pripovedovali. No, vile pa so ljudem tudi priskočile na pomoč. Nihče ni znal opleti pšenice tako lepo, kakor vile. Niti en sam plevel ni ostal za njimi na njivi. Ampak vile niso marale grdega, jeznega govorjenja in kričanja. Pred njim so se kar umaknile v svoja skrita domovanja. Ampak, veste, včasih pa so tudi kaznovale ljudi, samo vedno so jih prej opozorile, tako dobronamerno. No in v tistih davnih časih je na visokogorski pohorski kmetiji mlad pastirček pasel gospodarjeve krave. Bil je zelo skrben, zelo je pazil na krave, zelo je gledal, da so imele najboljšo pašo, a vsako jutro, ko je prignal pastirček na pašo, so prišle gorske vile s srebrno golido in namolzle mleka. Pastirček je gledal in ni nič rekel, kje pa si je upal. Ampak nekega dne si je pa le opogumil in rekel, veste, gospodarica me vedno krega, ker pravi, da ne pasem dobro njihovih krav, kajti zvečer dajo premalo mleka. Joj, pa si jim povedal, so rekle vile, da me pomolzemo mleko. Ne, nikomor nisem črhnil niti besede. No, potem se pa tako dogovorimo, so rekle vile. Povej gospodarici, da me zjutraj pomolzemo krave. Potem nam boš pa povedal, kaj je gospodarica rekla na to. Drugo jutro so vile pastirčka že čakale, seveda s srebrno golido, ko je prignal na pašo. No, kaj je rekla gospodinja? Ja, moja gospodarica pravi, da si lahko namolzete mleka, kolikor ga potrebujete, vsak dan. Vile so bile zadovoljne. Odšle so in se hitro vrnile z veliko svetlečo klopko preje. Tukaj imaš, daj gospodinji, ampak povej ji, da lahko te prejo rabi še in še, samo nikoli ne sme reči, ko bi je že le bilo konec. Pastirček je odnesel gospodarici tisti klopčič, ki se je tako srebrnkasto svetil. Nit je bila notri tanka kot las in se je svetila kot planinski sneg. Gospodarica je bila zelo vesela daru, ki so ji ga dale vile. In odmotavali so ta klopčič, rabili prejo, vsi pohorski tkalci so tkali najboljše platno, belo, tanko kot svila. Zgodilo pa se je, da je k tej hiši prišel nov pastirček. Tudi on je moral ob večerih odmotavati klopčič. Bil je pa zaspan in utrujen, pa je nekega večera bleknil. To je pa res eno čudo, da tega klopčiča ni še konec. V tistem trenutku se je klopčič začel manjšati, tanjšati in v trenutku je zmanjkalo niti.
No, midva z Metko se namreč nisma popolnoma nič dogovorile, katero pravljico bo katera imela, ker se tudi nisma videle. In čisto slučajno imam jaz tudi eno o pastirčku, in sicer je to koroška ljudska pravljica o takem nabritem pastirju, naslov pa ima Vrag je nesel konja. Pravijo, da je na Koroškem daleč nazaj pasel pastir živino cele vasi, večjih kmetov, in ta pastir je bil pravzaprav sirota. Očeta in matere ni imel, bratov in sester ni poznal in kar je vedel zase, je bil le pastir. V tem kraju niso živeli prijetni ljudje, pa tudi pravični ne. A pastir, kaj je hotel? To edino je znal. Pa je rasel in je zrasel, še postal nekega velikega mladeniča, pa je še kar pasel živino kmetov te vasi. Nekega dne je na konju prijahal mimo mešetar in ga vprašal: Ej, fant, čigav pa si? Čigar živina je, tega sem jaz, se je odrezal pastir. Mešetar je bil jezen, pa rekel: No ja, pa čigava je pa potem živina? Ja, tistega, čigar sem jaz. Jezen je mešetar odjahal v vas in zatožil predrznega pastirčka. Ko je ta prišel v vas, so ga vaščani kaznovali tako, da so ga zaprli v klet brez večerje. Saj v kleti je visela slanina, celega prašiča s kožo vred, lačen ne bi bil. Je bil pa resnično jezen, ker je bil zopet po krivici zaprt pa kaznovan. Sej, kaj bi pa drugega rekel, čigav je? Sej vendar ni ne tega, ne onega kmeta, kajti on pase živino vseh v tej vasi. Pa je bil tudi zelo brihten ta pastir. Malo je pogledal okrog po kleti in je videl, da je tisto okno malo slabo notri postavljeno. Pa ga je snel, odmaknil je deske in je zbežal. S seboj je pa vzel tudi slanino. Le to je skril v gozdu v grmovju, sam pa sedel tam na obromek, da si malo oddahne. Ko je sosedov kmet ugotovil, da je pastir pobegnil in zraven vzel še celo slanino, je nahrulil mešetarja. Ti si kriv, ti si zatožil pastirja, da je ušel pa še mojo slanino odnesel, pojdi pa ga poišči in da mi ne prideš brez njega in slanine nazaj. Mešetar je zajahal konja in je res odjahal proti gozdu. Tam na obronku je vprašal pastirja, ki ga ni prepoznal, če je mogoče videl tod mimo kakšnega beguna iti. Ja, je rekel pastir, ja pa sem res videl, tamle v skalovju je nekdo šel, pa nekaj težkega je na hrbtu nesel. O, to bo tat, je rekel mešetar, skočil s konja in dal pastirju povodec. Daj, trdno ga drži. Sam pa je zginil med skalovje. Pastir je zaklical za njim. Ej, kaj pa, če mi konj pobegne? Mešetar se je razjezil. Pa kaj ti bo pobegnil? Dobro ga drži, če njemu pa reče, vrag te nesi. In je zginil med skalovje. Mladenič pa je hitro konja odpeljal tja v grmovje, tam, kjer je imel že skrito slanino in ga močno privezal. Potem pa mu je odrezal rep in ga pokopal v zemljo točno na mestu, kjer je prej stal konj. Mešetar se je čez čas vrnil, gledal okoli sebe. Ja, mladenič, pa kje je moj konj? Jezen je bil, veste, ker se je brez uspešnega lova vrnil, pa še konja ni našel, pa je začel
piti in piti. Na pomoč je poklical, vaščani so pritekli. Kaj se je zgodilo? Kaj je bilo? Poglejte ga, vrag je vzel konja, pomagajte ljudje, pomagajte mi ga potegniti. Pa so vlekli in vlekli in vtrgali rep. Konja niso mogli več potegniti iz zemlje, rep jim je ostal v rokah. Medtem pa je že mladenič zajahal konja in odjahal daleč v druge kraje, kjer so živeli bolj prijazni in bolj pošteni ljudje. Pa še slanino je vzel s seboj. Tako pravijo na Koroškem. Zdaj pa vidim, da je prišel, pridi harmonikar. Tale zgodba pa prihaja iz Makedonije. Nekoč je živel reven, zelo reven mladenič. Imel ni ničesar drugega, kakor eno majhno staro bajtico, za bajtico pa prav tako majhen vinograd. A bil je zelo priden, delaven. V tistem vinogradu je rezal, okopaval trte, jih gnojil in proti jeseni je kazalo, da bo imel res velik pridelek. A ko je grozdje začelo zoreti, je opazil, da mu ga nekdo krade. Pazil je, čakal je in ujel vilo. O, ti si ta! Le čakaj, ne boš več kradla grozdja, nikoli več te ne izpustim. Jo, prosim, mladenič, ne bodi tako strog. Pomagala ti bom paziti na grozdje, samo izpusti me. Boš videl, verjemi mi, vsega boš imel dovolj. No, pa se je mladenič dal pregovoriti. Vila mu je pazila grozdje in res, grozdje je obrodilo kot še nobeno leto. Potrgal ga je, prodal in zaslužil 3 zlatnike. Celo pravo bogastvo je bilo to zanj. Ves vesel ga je prinesel domov in pokazal vili. Vila, ime je bilo Kira Margu, pa je rekla: O, daj mi te 3 zlatnike. O ne, pa ne dam, je rekel mladenič. Moji so, jaz sem jih zaslužil. Daj mi jih, ne bo ti žal, boš videl. Pa je mladenič dal vili zlatnike, vila pa z njimi naravnost na dvor in pred carja. Presvetli car, je rekla vila. Veliko prošnjo imam. Z bratom
že 2 dni štejeva in štejeva zlatnike, pa jih ne moreva prešteti. Prosila bi vas za tehtnico, mogoče jih bova lahko stehtala. Prinesem vam jo nazaj, zagotovo. Car je poslušal in si mislil, kakšno bogastvo pa je to, da se ne more prešteti. Ampak poiskali so tehtnico, preden pa je tehtnico car dal vili, jo je namazal z lepilom, kajti mislil si je, če je toliko zlatnikov, se bo vsaj eden prijel na tehtnico, da bom videl, če govori resnico tale deklica. Je tehtnico odnesla domov, nalepila nanjo vse 3 zlatnike in jo čez nekaj dni prinesla carju. Car je takoj opazil zlatnike, ki so se držali tehtnice in rekel, no, poglej, poglej. Govorila je resnico, rekel pa je, no, pa je tale tvoj brat precej bogat, ne? Ja, no, skoraj tako kot vi, presvetli car, je odgovorila vila. Pa je pameten tudi, kot bi bil vaš sin. Kaj pa je lep in močan? Ja, kakor sonce, je rekla vila. No, če je tako, pa ga povabim k sebi na obisk in če nam bo všeč, mu bom dal carično za ženo. Kajti car je imel hčerko, ki je bila godna za možitev in že dolgo je iskal ženina, pa nobeden mu ni odgovarjal. Vila je prišla v bajtico in rekla, mladenič, k carju bo šel na obisk. Mladenič pa tega ni bil vesel. Je rekel, je pa kako k carju, saj nimam primerne obleke za obisk pri carju, denarja pa tudi ne, da bi si jo kupil. Pa je šla vila zopet k carju. Presvetli car, brat se zelo zahvaljuje za povabilo in prav rad bo prišel. Samo veste, midva prihajava iz zelo daljnih krajev, kjer imamo druge šege in navade in ne znava se obleči po vaših šegah, pa bi vas prosila, če bi nam dali nekaj oblek, zato da ne bova že oddaleč videti kot 2 tujca. Car je seveda takoj poklical služabnike in izbrali so nekaj najlepših oblek. Vila jih je nesla mladeniču, ga lepo oblekla in šla sta na dvor. Všeč je bil carju mladenič, še bolj pa je bil mladenič všeč njegovi hčeri carični in ni trajalo dolgo, dogovorili so se, bila je poroka, zbralo se je veliko svatov, jedli so in pili in se sploh zelo veselili. Potem pa je car rekel mladeniču, tako, zdaj nas boš pa odpeljal na svoj grad. Kakšen, je začel jecljati mladenič, pa je že bila tukaj vila. Ja, seveda bomo šli. Tja se bomo peljali, kjer se dvigajo visoki ognjeni zublji, siv dim in črni oblaki. Kar v tisto smer bomo šli. Jaz bom pa šla naprej, da vas počakam, je rekla vila. Odhitela je naprej in prišla do gradu, kjer so živele hudobne vile. Že oddaleč je klicala,
bežite, bežite, skrijte se, strašna vojska prihaja nad vas, grad bodo podrli, vas pa pobili, skrijte se, kam se naj skrijemo, kam so se čudile, so se zgrozile hudobne vile, iskale so skrivališče, takrat pa je rekla vila Kira Margu, kar v peč zlezite, tam vas ne bodo našli. Vile so zlezle v peč, Kira Margu je peč zakurila in iz dimnika so se dvignili visoki ognjeni zublji, siv dim in črni oblaki. In mladenič je zdaj vedel, v katero smer mora peljati svoje spremstvo, kajti spremljal ga je car, vso dvorno spremstvo in seveda carična. Prišli so pred grad in ostrmeli, kajti tako velikega, tako lepega, tako okrašenega gradu s kamni in zlatom še niso nikoli videli. Kira Margo jih je povabila v grad, jih pogostila, potem pa je pristopila k mladeniču in rekla, no, vidiš, sem ti dovolj poplačala tisto grozdje? Odšla je, mladenič in carična pa sta srečno živela v tistem gradu do konca svojih dni. Takole, evo, kot sem rekla, na 3/4 ure, je pa drugače, če smo vse, pa je tudi drugačno vzdušje. To je pač toliko malo skromno za danes.